Smo v studiu Berik, jaz sem Igor Bera, sem nosilec dejavnosti, ukvarjamo se z predelavami konstrukcij na oblačilu, kar pomeni določene korekcije glede na potrebe posameznika. Kaj v resnici lahko človek pričakuje od nas, je to, da oblačila, ki niso ravno po naši meri, pri nas oblikujemo do te mere, da dobimo oblačilo, ki je nam prav in ga lahko potem z veseljem nosimo. V praksi so to razna oženja, kril, hlač, suknjičev, plaščev, srajc in ostalih oblačil. Lahko jih ožamo, krajšamo, širimo ali pa enostavno spreminjamo konstrukcijo do te mere, da ujamemo našo postavo. Vendar vi imate neko zelo pomembno stvar zapisano v svojem opisu del, da vi popravljate, pa krajšate, pa kako bi rekel, te korekcije delate na moderen način. Kakšna je ta razlika med modernim načinom pa med to klasiko? A so to materiali ali je pristop? Ali... Na eni strani so materiali, bolj kot gremo proti naravnim materialom, fine volne, fine svile, fini bombaži, bolj so materiali zahtevni, s tem pa so tudi pristopi na teh materialih bolj previdni, bolj s spoštovanjem, da ne pride do nekih poškodb oziroma da je sama izdelava materialu primerna, kajti manj ko je zahteven material, manj pozornosti zahteva od posameznika. Bolj kot je material zahteven, finejši, tanjši, nežnejši, večja zahtevnost in pozornost nas, ki se s tem ukvarjamo, zahteva. To pozornost mi znamo dajati materialu in prepoznamo njegove zahteve, kaj pravzaprav zahteva od nas. In na ta način pa pristopimo vsakemu materialu posebej. Potem pa so konstrukcije oblačila. Bolj, ko so enostavne konstrukcije, enostavnejši so pristopi. Bolj, kot so zahtevne konstrukcije, bolj, kot so telirane, bolj, kot so poudarjeni posamezni detajli, bolj se moramo držati postave posameznika, kar pa pomeni, da enostavno oblačilo je kopija nas samih. Tako kot smo mi oblikovani, tako mora biti oblikovano oblačila. In v tem je ta skrivnost. Po detajlih, glede na našo postavo, oblikujemo oblačilo. Tkanine so se precej spremenile, če gledamo recimo 50 let nazaj. Na boljše ali pa na slabše. Ja. Še vedno poznamo in obstajajo tiste stare, dobre tkanine. Vendar pa ta Naštejte jih. Govorimo predvsem o naravnih materialih, govorimo o volni, bombažu, lanu, juti, rami. Spomnim se, so včasih rekli kangaram, ali sem prav rekel? Tudi to je način tkanja, tkanine, to so naši očetje in mame radi nosili, ker so zaupali tem materialom. Danes je ta globalizacija prinesla hitrejšo proizvodnjo in ti materiali so marsikje izginili iz ponudbe, prav zaradi tega, ker je na njih veliko dodanega dela in cenovno nekako so jih spodrinili cenejši materiali. No, ampak ena značilnost se pojavlja, da kjerkrat je človek razmisli, ali čem dati popraviti, ali čem je malo kupiti, ker popravilo skoraj toliko stane. Ja, mi imamo dve mode, če na grobo ocenamo. Imamo hitro modo. Jaz se spomnim ene profesorice na fakulteti, ki je rekla, boste videli, študentje, šli bomo na dopust brez potovalke. Kako to mislite? Ja, šli boste tja, pa boste za majhen denar kupili majčko. Pa jo boste nosili en dan, pa boste ugotovili, da se jo ne splača pred, pa boste drug dan kupili drugo. Kaj je to pomenilo? Nastanek hitre mode, poceni, slabi materiali, sporna barvila, vse to za majhen denar, ampak zelo mamljivo. Ker mi, če za majhen denar nekaj kupimo, si mislimo, da smo profitirali. Ampak zdaj izkušnja, ta hitra moda
obstaja že desetletje in več. Izkušnje so pokazale, da vsak dan pa ne moramo kupovati novih stvari, da je cenejše, varnejše za naše zdravje, lepše, dolgotrajnejše in pa cenejše enodnevno nošenje, če kupimo kakovosten kos, ki ga nosimo leta in leta. In zagotovo, jaz sem pristaš oblačil, ki jih bom nosil leta in leta. Prvič, nakup je dražji, ampak eno samo nošenje je pa cenejše. Moja koža je varnejša, moje telo je varnejše, poleg tega pa odnos do okolja je zelo pomemben. Seveda. Mi smo zasuli naš planet z ostanki oblačil, ki jih noben več ne nosi. No, ampak tukaj se meni postavlja eno vprašanje, oziroma rad vas bi vprašal, katere tkanine bi predvsem odsvetoval? Preprost kriterij je, ceneje kot je, lažje se odločim, da nakupim. To je preprost kriterij. Drugače pa to zagotovo cela znanost. Barvila so nam vidna na oblačilu, nikakor pa ne moramo videti kemične sestave. Ja. In zdaj ta kemična sestava je tista, ki bo našemu telesu prijazna ali pa ne prijazna. V barvilih je to največji problem, ker cenejša kaj je oblačila, pa bolj kot je temno, bolj kot je proti črni barvi, več je teh kancerogenih elementov v samem barvilu in dolgoročno kupujemo poleg oblačila tudi kožnega raka. To so zdaj te znanstvene študije že odkrile in dokazale, ampak žal mi kot kupci nimamo na oblačilu prav nobene informacije, ki bi nam to dala v opozorilo. Tako da preprost kriterij, ceneje kot je. Če dam preprosto vprašanje, recimo pridem v trgovino, vidim tam zelo dobro obleko, kvalitetno, pa mi je nekako malo prevelika, je pa znižana. Ja. A se splača tako obleko kupiti, pa recimo k vam prinesti? Zagotovo se jo splača. Zdaj, če je znižana, v tekstilu je pogost pojav, da oblačilo dobimo včasih tudi pod 50% popusta. Zdaj, kaj to pomeni? Za ceno enega dobimo dva, In zdaj kupili bomo pa samo enega, saj dva ne rabimo. Ampak zagotovo korekcija oblačila, če je to kljub vsemu ni neko zelo preširoko oblačilo, 3-4 številke, v takem primeru nima smisla, ampak če je pa to številko preširoko ali pa v enem delu telesa preširoko, je pa to smiselno. Mi bomo oblačilo s tem personalizirali, postavili po naši postavi in to ne bo več serijska proizvodnja, ampak bo nam prav oblačilo. To pa serijska proizvodnja največkrat ne zna narediti, ker ima neke konstrukcije, ki so povprečje nas vseh na določenem trgu. Če ga pa mi poožamo, pokrajšamo rokave, smo ga pa prilagodili nam sami. No, to je neka dobra ideja, da tudi, ko kupimo konfekcijo, pa če jo prinesemo k vam, da jo prilagodite našemu telesu. Je v bistvu zelo dobra naložba, če je to v redu kroj, v redu blago in tako naprej. Se vi imate tukaj na računalniku tak primer, ne? Ja, mi imamo tukaj primer. Tako, malo bližje, kar malo bližje pet. Pred popraviloma, neko jakonco je oblečena, ki ima, če pogledate, široke rokave, široko postavo in spodaj neko tako dolgo krilce, sorazmerno dolgo, pa ni čisto, in zelo široko. Potem, ko smo mi si to ogledali, na ta način, ko zdaj skupaj gledamo, smo sprejeli neke odločitve, kaj bomo na oblačilu spremenili in potem smo mi to spreminjali. In smo spremenili takole. No, še enkrat potegnite, tako malo bolj od strani. Tako, lahko dam pa tudi na polovico, tako. Se že vidi. Smo skrajšali krilo, naredili smo neko hlačno obliko krila, ki je manj bogato kot predhodno, ampak vsem bolj prav. V pasu pravilno, čez boke lepo pade, ta širina pa potem ne pride pretirano do izraza kot v prvi sliki, je zdaj bolj prilagodljiva, rokave smo telirali po roki in ta roka je lepša kot ona široka. Enako po postavi. Tako da smo dosegali neko personalizacijo, ki jaz pravim krasen primer. No, to je lep primer, recimo, če je to kvalitetna
oblačilo, posebej, če je kupljeno po znižani ceni, a ne? Ja, mi smo v tem primeru imeli neko vrhunsko volno, ki je bilo škoda kar zavrč, zaradi tega, ker je bilo preširoko, ampak je bilo smiselno jo uporabiti. V tem primeru je dekle to vzela od svoje mame. Potem, ko je videla, kakšna je sestava materiala in kakšen je kos, kljub vsemu je bil atraktiven, vendar zelo preširok, zelo dimenzijsko neustrezen. In je želja bila velika, da se to spravi njej bolj personalizirano. In na koncu je bila zadovoljna, z veseljem nosila to in jaz verjamem, da bo to nosila leta in leta, glede na to, da ima kakovostno oblačilo, kateremu lahko zaupamo. A imate še kakšen tak konkreten primer, kakšna je razlika med običajnim popravljanjem ali pa krajšanjem? Imamo pa tista osnovna popravila, kjer so enostavno hlače samo predolge. Ja. To niso zahtevne stvari. Ali pa oženje. Ali pa neko oženje. Ali pa širitev. In to samo prilagodimo v pasu hlače, tako da se hlače lepo objemejo okoli našega pasu. In to ni neka zahtevna personalizacija, vse poteka samo v enem delu telesa. Ali samo v pasu, ali pa dolžina samo spode. Enako lahko delamo tudi pri zgornjih oblačilih, suknjič rokave, ženski blejzer rokave, moška srajca rokave, ali pa samo pri malčki dolžino spode. To so neke enostavne, hitre rešitve, da oblačilo prilagodimo v neki osnovni verziji našemu telesu. Ja, zdaj pa malo, kako se pa gibljajo kaj cene, recimo, teh popravil in... Zdaj, cene, osnovno krajšanje oblačil, govorimo o hlačah, se začnejo nekje pri 15 evrov, potem pa z zahtevnostjo popravila raste do nekih 25 do 30 evrov, pri nekih smučarskih hlačah, ki so pa zahtevnejši izdelka, ki imajo od spodaj, neko zaščito pred snegom, pa potem zunanji del, pa notranjo podlogo, pa recimo, da imajo noče neke medvloge, ki so toplotna izolacija, v tem primeru pa lahko prijemo tudi do 60, 70, 80, ampak to je že zahtevnejši poseg. A se prav predstavljam, če recimo ožamo hlače, da ne zožite samo v pasu, ampak tudi po zadnjem delu šiva. Kadar ožamo hlače v pasu, moramo biti pozorni tudi, kaj se bo s hlačem zgodil od pasu dol v nadaljevanju. Da ne zožamo samo pasu, to sicer hlače bi stale, ampak takoj pod pasom bo pa nek velik žakelj, ki bo izgledal, kakor da smo balerine. To nočemo imeti na hlačah, to imamo raje na kakšnem krilu. Na hlačah je potrebno potem v sedalnem delu poožati tudi sedala, zaradi tega, da neke obsege prilagodimo tudi čez boke, potem od bokov naprej so pa hlačnice, ki ravno padajo in je težava manjša. Pri večjih obsegih pa to razširimo, ne samo v zadaj, ampak tudi na bočnih straneh, se pravi ob straneh, zaradi tega, da lahko zmanjšamo večje vrednosti. To pri vas naredite, ne da bi posebej naročili? To pri nam naredimo, takrat, ko je proba, to tudi povemo in s tem opozorimo, da je v zadaj preveč, da je potrebno jeti na boke, zaradi tega, da bomo to veliko vrednost, ki je prevelika, nekako spravili v življenje tudi v izdelku. No, pa je še malo naprej, pa proti koncu, kako naj v bistvu stranka, ki pride k vam, pripravi oblačila, predno pride k vam? Ja, jaz sem prepričan, da vsak posameznik ve, da na oblačilu nekaj ni v redu. Govorim o oblačilih, ki jih imamo v omari. Zdaj, prvi znak je, da z oblačilom nekaj ni v redu, je to, da visi v omari, pa ga ne nosimo. Ampak prav gotovo vsak posameznik tudi ve, zakaj ga ne nosi. Ali so predolgi kosi, ali so preširoki, ali so preozki, ali so razlogov je lahko veliko, ampak s tem razlogom naj pride vsak do nas in potem se bomo o tem problemu pogovorili, ga preštudirali skupaj s stranko in svetovali na oblačilu neke boljše rešitve. Zdaj, to je zagotovo smiselno v oblačilih, na oblačilih, ki so kakovostnejša
in jih je škoda kar pustiti v omari, ampak je bolj smiselno jih nositi. Vsi zagotovo vemo, kot primer dam, naši starejši, naši starši ali pa tisti, ki so 10 let nazaj kupovali oblačila ali pa 15 let nazaj oblačila od Mure, dobro vejo, da so bili to dobri kosi. To so bili dobri kosi, ja. In če so zdaj te kosi v omari, se vprašamo, zakaj so v omari. Ali so ratali predolgi, ker se staramo, pomanjšamo, ali so ratali preširoki, ali so ratali preozki, ker razlog je, da jih ne nosimo. Točno. To. Ampak tukaj bi še nekaj vprašal. Večkrat smo v dilemi, ali se suknjiče tudi popravlja, ali se ne? Seveda se jih popravlja. Zdaj, takrat, ko je suknjič v redu in prav, se ga pač ni potrebno popravljati. Takrat, ko pa nekaj ni v redu, kaj pa bi lahko bilo na suknjiču, da ni v redu? Zagotovo prva stvar dolžina rokavov, druga stvar dolžina suknjiča, tretja stvar so pa te naši obsegi, ki se začnejo pri prsnem obsegu. Saj, če nam je suknjič v prsih prav, je ponavadi prava številka za nas. Lahko nam je preširok čez boke, ampak to se da enostavno rešiti. Če nam pa v prsih ni prav, suknjič, potem pa ponavadi tudi v ramah ni. V tem primeru je potreba pa tudi zmanjševati rame, rokava prestaviti na višjo točko, zato da dobimo nas v tem oblačilu. To je lahko razlog, da suknjič. Torej, predno vržemo kakšno oblačilo v kanto, je treba ga pogledati, kaj vržemo. Ja, jaz se pa odločam preprosto. Material je dober, znamka oblačila, katera je za mene zaupanja vredna, in če je za mene zaupanja vredna, pa da je oblačilo po materialu videti še vedno v redu, in ponavadi ti materiali živijo dolgo, takrat jaz lahko rečem, ne bom vrgel stran. No, midva so se zdaj pogovarjala, v pretežni večini se dala poudarek na, kako ste že rekli, da se strokovno reče? Korekcije na oblačilih. Korekcije v oblačilih. Vi pa tudi naredite oblačila tudi po meri, če je treba. Tudi, ja. Tudi naredimo za posebne priložnosti. Res pa je, da smo majhen kolektiv in da prav velikih količin nimamo in to delamo zlasti v času, ko smo manj zasedeni. Tako da lahko se zgodi, da bomo koga odslovili v nekem trenutku. No, kako bi na koncu rekla ljudem, ki bodo prišli k vam v lokal, kakšne morajo imeti potrebe, da bi prišli k vam? To pomeni, kaj delate, oziroma, čeprav sem na začetku že nekaj rekla, to pomeni, če imamo potrebo po krajšanju, oženju, torej korekciji oblačil, morda tudi, če rabimo še kakšno novo oblačilo, se lahko glasijo pri vas. Prav gotovo. Mi smo tukaj za vse te ljudi. To je naša dejavnost, delamo z veseljem in veseli bomo vsakega takega obiska, ki bo izkazal željo v naših storitvah. Mi se bomo pa potrudili, pa zraven pripomogli, dali kakšen nasvet in na ta način bomo zagotovo prišli do nekih boljših rešitev, kot so. No, še enkrat povejte, kaj je vaša dejavnost in kje ste? Ja, naša osnovna dejavnost je korekcija na oblačil. To se pravi, želja je, da oblačilo personaliziramo, to se pravi, da ga postavimo nam primerne velikosti. Se pravi, upoštevamo našo velikost in oblačilo prilagodimo naši velikosti. S tem govorimo o obsegih in dolžinah na oblačilu. Upoštevamo vse obsege, od vrha do najnižje točke našega telesa. In s tem zagotovo dobimo to, kar sem govoril. Hvala lepa za ta koristen pogovor. Hvala tudi vam, z veseljem mi je bilo sodelovati v tem pogovoru.